V Bahrajnu in Kuvajtu so se znova oglasili alarmi zaradi izstrelkov, ko je Iran proti zalivskim državam, kjer so nameščene ameriške sile, izstrelil več 10 raket in dronov. Jordanija pravi, da je prestregla 3 iranske rakete, medtem ko Teheran trdi, da je ciljal na ameriške vojaške objekte v vseh 3 državah. Katar je obsodil napade kot kršitve njihove suverenosti. Za več informacij se nam zdaj pridružuje Ahmed Kuzaj, politični svetovalec iz podjetja Kuzaj Associates, ki se nam oglaša iz Bahrajna. Ahmed, lepo, da ste danes z nami na I24 News English. Iransko sporočilo ostaja enako. Režim vztraja, da cilja na ameriške baze, ne na zalivske države. Toda ko večkrat izstrelijo rakete v Bahrajn, v Kuvajt, ali to razliko sprejemajo vlade ali javnost tam, kjer ste vi? Sploh ne, še posebej zato, ker njihova dejanja ne ustrezajo njihovim izjavam. V svojih izjavah vedno znova trdijo, da napadajo in ciljajo ameriške baze, ameriške interese in tako naprej. Vendar pa v resnici, še posebej na posnetkih, ki jih prikazujete zadnjo minuto, vidimo, da so bili zadeti samo civilni objekti. Včeraj, na primer, dron pristal na skladišču v Kuvajtu, to je civilni objekt, to je znano domačinom v zalivu, vendar oni trdijo, govorimo o tem posnetku, da gre za objekt povezan z ameriškimi interesi. Kar se dogaja zdaj je, da stopnjujejo napetosti, kar se je vedno dogajalo, kadar so bile Združene države Amerike ali celo Izrael vpleteni v napade na Iran. V trenutku, ko se to stopnjuje, po noči vidimo povračilni udarec Irancev in napetosti se še povečajo. Tako da, glede na to, kar se danes dogaja v Iranu, pričakujemo, da nocoj za nas ne bo lahka noč. No, ko govorimo o tej stopnjevanju, so poročila, da je Iran v enem od svojih zadnjih napadov na Bahrajn uporabil bojno glavo s kasetnim strelivom. Če to drži, bi bil to prvič, da se je takšen napad zgodil na Bahrajnu. Če bi to potrdili, bi to pomenilo pomembno stopnjevanje napadov Teherana na zalivske države? Bi bil povrnil udarec? Kot ste rekli, če se izkaže, da je ta video ali posnetek resničen, potem ja, gre za veliko stopnjevanje. To vodi k še bolj agresivnemu pristopu Irancev. Trenutno, kot govorimo, so škode, ki jih povzročajo Iranci v tem krogu, v primerjavi s prejšnjimi krogi med vojno, precej manjše. A hkrati, kot ste omenili, se voditelji zaliva trenutno nenehno sestajajo, da bi razumeli škodo in pripravili načrt, kako naprej. Ni bilo lahko oblikovati strategije za soočanje z Iranom, še posebej zato, ker je zaliv vedno iskal neko mirno rešitev. Glede na to, kar se dogaja zdaj, ne mislim, da je to možnost in ne mislim, da bo zaliv dolgo časa tiho. Kaj mislite s tem? Ker med 40-dnevno vojno smo večinoma videli, da je zaliv ostal tiho. Kaj je zdaj drugače kot v tistih prejšnjih 40 dneh? Še vedno vidimo enaki zid navzven. V resnici je škoda, ki so jo povzročili Iranci, zdaj v bistvu takšna, da smo trenutno dosegli točko brez vrnitve. In prej, med 40-dnevno vojno, so vsi poskušali najti izhod, miren izhod, neko vrsto premirja, neko vrsto deeskalacije. Očitno se nihče ne more na miren način spoprijeti z Iranci. Tudi Omanci, ki so poskušali sprejeti vse, kar so Iranci počeli, imajo zdaj težave, saj so celo njih vključili v bombardiranje. Je tokrat kaj drugače, če Izrael ni vpleten? Ker Izrael do zdaj ni bil tarča nobenega napada, se Iran osredotoča na te zalivske države. Bi lahko zalivske države potem sprejele odziv, ki bi pokazal, da nujno ne podpirajo Izraela, ampak zgolj branijo svoje ozemlje? Na oba načina, predtem in tudi zdaj, so se zalivske države izogibale povezovanju z Izraelom glede vojne, vsaj na videz. Toda tokrat za zalivske države ne bo pomembno, ali je Izrael vpleten ali ne, čeprav jim je tako ljubše, zaradi tega, kakšen je Izrael. Vendar ne mislim, da je to glavni dejavnik.
ker je gospodarstvo zaliva najbolj trpelo. Mislim, da nam bodo prihajajoči tedni pokazali, da bodo zalivske države ubrale drugo smer. Omenili ste gospodarstvo zaliva. Predsednik Trump je omaknil svojo trditev, da bi Združene države zaračunavale 20% nadomestilo za varen prehod ladij skozi Hormuško ožino. Namesto tega je dejal, da bodo zalivske države vlagale v Združene države. Imate kakršnekoli informacije o tem, kaj bi ti investicijski dogovori lahko vključevali? Nisem prepričan, vendar zaliv že dolgo vlaga v Združene države. To ne bo nič novega, tudi če bo predstavljeno kot nekaj novega. Kar zadeva pristojbine, ki jih je poskušal uvesti, so te po mednarodnem pravu in konvenciji ZN o pomorskem pravu iz leta 1982 nezakonite. Niti Združene države, Oman, niti Iran ne morejo zakonito zapreti ožine. Ne morejo uveljaviti nobenih pristojbin ali tranzitnih taks. Ahmed Kozaj se nam je pridružil iz Bahrajna. Vedno je lepo, da ste z nami na i24 News English. Najlepša hvala. Hvala.